Pri tem avtomobilu pa nisem. A veš, kaj je bila vedno ta prva stvar, ki sem jo naredil, ko sem se noter usedel, ko sem ga prižgal? A ti povem, kakšna je situacija? Čakam, a se bo uscalo ali se ne bo, fejst se mi mudi, avto, v katerem sedim, moram vrniti. Tale vlog bo kratek pa hiter, na njega se nisem za razliko od velike večine vlogov pa teh kratkih testov niti malo prepravil. To je pa zato, ker eni avtomobili... Lej, tako kot takrat, ko pišeš test. Eni testi se kar sami napišejo, ker vsebina sama pride, ker ti avto po tej plati veliko da. To je eden od tistih avtomobilov. Pa veš kaj? Ravno v tem pogledu me je ful presenetil. Zato, ker nisem kaj dosti pričakoval. Pravzaprav! Jaz, ko sem ta avto prvič videl, sem rekel, dobro, pa je zdaj to? Kaj je to za en avto? Se sam meni zdi, ali je malo hecen? Ker, ko ga vidiš, ni ne teč, ne mš. Mislim, na prvi pogled. Pa ga pa spoznaš in jaz sem se zdaj z njim intenzivno spoznaval skoraj 14 dni, je stari. Kam bo parkiral? Klakega daj, se je plec, še ne se mu pa že umaknivega. Ne, takole, pizda, ker rabim svetlobo, da pada na bok. Se pa že uneforen, kam ni v redu, takole, pa takole. Okej. Veš, danes smo vsi v črno oblečeni. Ne sem jaz, tudi Hyundai Bayon. A poznaš ta avto? Dajmo si ga najprej malo pogledati, ker je v zelo veliko pogledih en tak prav posebnež. Ne samo zaradi deljenih žarometov, vidiš zgoraj ledice, pa potem spodaj običajne luči. Zelo je tak, ravno kar je šla mimo gospa Marta Per. Ona je bila moja učiteljica, ki sem bil jaz v prvem razredu. Dobar dan. Kje smo ostali? A veš, eni avtomobili so, ne moram reči, da je zdaj estetsko... Lej, ne moram tudi reči, da je grd, ker je zares zelo poseben, sploh tudi, ko pridemo do zadnjega dela. Ti pokažem. Čakaj se malo, moram lučke prižgati, da se bo lepši videli. 3, 4. Tada! Malo je hecen, ne? Ampak tukaj sem rekel, ne, da ni ne teč, ne mš, to... Še danes tako pravim, čeprav je zelo jasno, kaj ta avto predstavlja v Hyundaievi ponudbi, kam je umeščen, pol, ko začneš malo grunta. A veš, zdaj je že skoraj ni avtomobilske Z tega kota je še posebej hecena, ne? Hotel sem reči, da skoraj ni avtomobilske znamke, ki svojega običajnega malčka ne bi nadgradila z nečem višjim, za ene vrste križancem. Nam zdaj vse omenil, ampak dajmo recimo reči, Yaris ima kerga, Yaris Crossa, 208, 2008, pol Volkswagen, pa že ima T-Cross. Teh avto je ogromen in to je pa od Hyundaia tisti avto, ta avto, auto. In njegova osnova je seveda Hyundai i20. Platforma, motorji, podvozje, tehnološko, varnost, vse tisto, ki ne vidiš, pa tudi veliko stvari, ki jih vidiš. Recimo, da ti bom pokazal kabino. Evo, poglej, tole je njegova kabina. In če si kdaj že videl Hyundai i20 od znotraj, ti je takoj postalo jasno, da gre praktično za copy-paste tistega avtomobila. Ena taka zdrava kombinacija klasike pa digitalnega pristopa, predvsem, ko pogledaš merilnike oziroma instrumentno ploščo. Pa valjda ta nov vmesnik, o katerem danes ne bom zgubljal besed, ker sem se ga dotaknil že v drugih sodobnih Hyundaih. Plastika je trda, na nekaterih mestih celo malo neugledna, ampak to ne uspe pokvariti občutka v kabini. Če si učvargu na sredinski greben, si zelo hitro ugotovil, da gre za avtomatika. Tale ročica je v primerjavi z mnogimi sodobnimi avtomobili ogromna je, ampak tako lepo sede v roko, prav zares. Zdaj o dizajnu ne bi preveč, to se vsak odloči za tist, ki pač njemu sede. Rad bi pa povedal nekaj na temo prostora, predvsem tukaj zadnji v prtljažniku. Zdaj, kufer ponovadi prazen, kažem, danes je popolnoma poln. Pač lej, to je stav, ki ga pogosto trogam s sabo, tole je Avina torba / skiro, tole je moj nahrbtnik, pa spodaj se mi zdi, da še eni Avini Supergi, pa en trdi disk, pa imamo tukaj dva para Superg, še ena škatla za razškatlac, vrečke od Volkswagena s tisto personalizirano šalico. Gašper, bom tvoje pokazal. Zakaj ti vse to kažem pa govorim? Ta prtljažnik razpolaga 400 litri prostornine, ker je za 60 litrov več, kakor ga dobiš pri Hyundai i20. To je pa že kar razlika in mogoče tudi eden poglavitnih razlogov, zakaj se folk pa odloči za križanca. Ne samo zato, da se višje usede, ne samo zato, da imaš večji občutek varnosti, ne samo zato, da imaš malo boljšo preglednost, pa ne samo zato, da greš lažje v in iz kabine, ampak tudi zato, ker dobiš v kufru malo več prostora, kar je pa še zdaleč nezanemrljivo. A je res? Zdaj dizla v tem avtomobilu mislim, da ne boš dobil, vse skupaj je osredotočeno okrog bencinskih motorjev, mislim, da je vstopni motor 1,5
1,2 litrski štirivaljnik, ampak tale avto je opremljen pa z litrskim trivaljnikom s 120 konji, tudi tehnološko je precej dobro podprt, pa tudi tlele boš videl eno značko 48V. A veš, bajonček je blagi hibrid, vemo, kaj to pomeni. In gre, poglej, kako se raztezajo svetila od ene do druge smeri, čeprav to v resnici ni lučka, ampak je samo rdeča plastika. A ja, da ima gume ta prave, tudi nisem omenil, lej, Premium Contact 6. V glavnem zdaj pa tiste glaven point, ki sem ga jaz želel izpostaviti pri tem od... A ja, kaj sem pozabil povedati? Ja, porabe se nisem nič dotaknil. 120 konjev, litrski motor, 6-7 litrov, če ga boš full preganjal 8. Pa še ena reč, običajno, ko imajo avtomobili, in to ima zdaj že praktično vsak sodoben avto, vozne programe, jaz pustim kar v programu normal. Pri tem avtomobilu pa nisem. A veš, kaj je bila vedno ta prva stvar, ki sem jo naredil, ko sem se noter usedel, ko sem ga pržgal, čak da ga pržgem. Ta prva stvar, ki sem jo vedno naredil, sem se dotaknil tipke Drive Mode, s tem upravljaš vozne programe. A veš zakaj? Ker sem čist vsakič prestavil v program Šport. Zdi se mi namreč, da je bil avtomatski menjalnik v vseh ostalih programih oziroma v preostalih dveh Normal pa Eko, da ni bil dovolj odziven, da se je malo preveč obotavljal, da mi ni dal to, kar sem si jaz od njega in od motorja pravzaprav želel, ker sem dal po program Sport. No, takrat sem bil pa z njim zelo zadovoljen, ker je dosti hitro šaltil gor in dol, prepoznal je moje želje praktično ves čas in zelo tesno s tem je povezan pa tudi s to, kako ta avto na cesti leži. A veš, o čem je fora? Ja, hec je v tem, da se Hyundai Bayon, kljub temu, da je mečken dvignen, pa da je njegov podvozje skladno z več prostora, prilagojen večji nosilnosti, hec je v tem, da je ful zabaven. Presenetil me je, pa me ne bi smel, ker vem, kako se pele navaden i20. In jaz sem ves čas sam sebe zalotil, da skozi ovinke pelem hitrejš, kot sem običajno vajen v veliki večini drugih avtomobilov. Zabaven avto, to sem hotel reči. In glede na to, da nisem kaj dosti pričakoval, ker sem prevzel njegove ključe in sem se prvič nanj in glede na to, da nisem niti dobro vedel, kje točno stoji v Hyundaievi ponudbi, no, kljub samo moram reči, da je Bayon eno prijetnejših presenečenj tega leta, kar se mene tiče. Zdaj, a si bo uspel izboriti nek prostor v segmentu, kjer je ogromen avtomobilov in zelo veliko tudi zelo dobrih avtomobilov, ki točno vedo, kaj so v smislu osebnosti in tega, kaj ponujajo, to ne vem, to se boste morali vi odločiti, oziroma potencialni kupci, ne vem tudi, a jih ima Hyundai kje na zalogi, a so težave z dobavo, tako kot zdaj praktično vseh. Jaz vem samo to, da sem se z njim fajn imel. Dejansko. A veš, to je en tistih avto, ko ga pogledaš, pa se ti zdi malo hecen, ampak hecen na dober način, tako kot recimo, ne vem, Suzuki Ignis. Je tudi malo smešen, ampak je fajn. Stari, toliko sem vesel, da sem začel snemati ta pravi cajt zato, ker je začel dež padati. Ne pa telefon sam tlele odložim, pa počepnem, pa ti rečem hvala, ker si gledal, spremni še naprej. To je to, ne pozabi, Atmosferci imamo pa podcast. A poslušaš? Lepo se mej. Hajde, čau.